Območno združenje Rdečega križa Tolmin že 6 let izvaja brezplačne prevoze starejših v občini Tolmin. Program je namenjen osebam starejšim od 65 let, brez lastne podporne mreže, ki bi jim omogočala prevoz do zdravstvenih storitev. V glavnem upravljamo prevoze do bolnic, do zdravstvenih domov. Človek je takrat pod stresom in rabi pogovor in se pogovarjamo. In zaupajo težave, pa probaš poslušati, ki se svetovati, če znaš. Zaupajo nam o domačih ljubljenčkih, o delu na vrtu, o vsem. Program ne bi zaživel, če ne bi bilo prostovoljnih voznikov, ki starejše vozijo na preglede, posege in rehabilitacije. Prevozi se izvajajo po vsej Sloveniji, največ iz okoliških vasi do Tolmina in na Goriško, občasno gre tudi za daljše vožnje, do Radencev, Otočca in Novega mesta. Ker sem zaključil s rednim delom, sem rekel, da nekako je treba zapolniti tudi cajt, da ne bomo ležali samo na kavču. Gospod Šuligoj mi je prosil, če lahko pridem za voznika prostovoljca in sem pristal na to. Punce tle na Rdečem križu so mi povedali, ki je treba delati, kako je treba delati, in smo se zmenili in sem pristal pri prostovoljcih. Skupina prostovoljnih voznikov trenutno šteje 42 članov in članic. Večina teh je upokojencev. Prihajajo iz celotne občine Tolmin, Slapa ob Idrijci, Kozaršč, pa tudi iz bolj oddaljenih krajev, kot so Petrovo Brdo, Rud, Šentviška planota. Prav ta razpršenost pa pomeni, da so veliko bližje uporabnikom. V 6 letih, kar zdaj program obstaja, so prostovoljci skupaj prevozili 280 tisoč kilometrov. V ta namen so darovali 9500 prostovoljnih ur in s tem so pomagali približno 2300 starejšim osebam iz občine Tolmin. Uporabniki pogosto izrazijo hvaležnost, saj jim tovrstni prevozi predstavljajo veliko razbremenitev. Vozniki prostovoljci so veliko več kot zgolj to. Oni so dejansko, poleg tega, da peljejo osebo in že s tem prevzamejo pač veliko odgovornost, so tudi ena velika opora, veliko olajšanje tem osebam. Je potrebno, da imajo neko sočutje, da so empatični, da se znajo pogovarjati, da se znajo postaviti na nek nivo te osebe, ki jo peljejo, da se oseba počuti z njim sproščena, kar pa naši šoferji vsekakor so. Prostovoljnim voznikom brezplačnih prevozov za starejše je skupno to, da želijo prispevati družbi, biti v pomoč šibkejšim, darovati svoj čas in energijo za dobrobit drugih. So skupina dobrosrčnih in skromnih ljudi, ki se zavedajo pomena dobrodelnosti, a se obenem nočejo izpostavljati.